Kaj je začel kot simpatičen jajček, ki je navdušil še posebej kot mestna ritka Kylie Minogue. Potem je postal licenčni Fiat 500. Takrat so pri Fordu trdili, da je dovolj šik celo za Jamesa Bonda oziroma za njegovo latino lepotico. A se s tem ni strinjalo prav veliko kupcev. No, zdaj se K vrača, spet v neki povsem novi obliki in nam pripoveduje zgodbo, ki razen imena z originalno nima prav velike veze. In praksa kaže, da je novo ponavadi boljše od starega, a so vozniki, ki raje vzamejo staro kot novo. Prav to dejstvo Kaju omogoča, da vozi v štric z novo Fiesto. Ni namreč najbolj običajno, da ima ena znamka v ponudbi dva bolj ali manj enako velika avtomobila. Je pa res, da sta Fiesta in K ob podobnih merah precej različna Forda. Fiesta recimo ponuja veliko boljše, se pravi bolj dinamične vozne lastnosti, tudi turbo EcoBoost je veliko prijetnejši, saj živahno pospešuje iz nizkih vrtljajev, medtem ko je Kajev motor treba ves čas gnati, da je sploh kaj iz njega. Fiestina kabina je tudi v vsem veliko bolj moderna, nudi najsodobnejšo varnostno opremo in pripomočke za vožnjo in na Fiestin modern infozabavni sistem Sync 3 lahko recimo tudi prežarčimo telefon. A morda se ravno v tej modernosti kaže želja oziroma potreba po Kaju. Marsikatero voznico oziroma voznika moderna tehnika odbija. To so recimo ljudje, ki se zavestno odločajo za preprostejši mobilni telefon s pravimi tipkami. Pa ne gre vselej za tehnofobe. Marsikdo med njimi je zgolj pragmatik, ki noče plačevati več za nekaj, kar mu ne pomeni veliko. In ja, res je, da bo všeč starejšim, še posebej v takšni rumeni barvi. Zreli ljudje imajo namreč pogosto radi isto kot mladi. A menimo, da bi ga utegnil kupiti tudi kakšen hipster, ki bi s takšno izbiro kljuboval moderni SUV euforiji. Lani so si kupili tiste stare dobre Nokie na tipke, letos pa morda Kaja.